Danes v Pomurskem dnevniku namestili defibrilatorja. Tropski vrt v soju luči. Povezovanje kmetov in kupcev. Soboška policista rešila tovornjakarja. Vreme, jutri pretežno oblačno. Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Minuli konec tedna so v občini Ljutomer, natančneje v Cezanjevcih in Desnjaku, namenu predali avtomatska eksterna defibrilatorja. V Cezanjevcih in Desnjaku so bogatejši za pomembno pridobitev, in sicer AED, avtomatski eksterni defibrilator, napravo, ki lahko zazna zastoj srca pri človeku in s pomočjo električnega sunka srce ponovno zažene ter s tem reši življenje. To je veliki pomen za naše okolje, v bistvu za reševanje. Saj upajmo, da ga ne bomo veliko potrebovali, je pa tu, nikdar ne veš, kaj pride, lahko te srce zataji pa nam pomaga. Pobuda za nabavo defibrilatorja v Cezanjevcih je prišla predvsem s strani vaščanov. Smo se zadali, da bomo ga kupili, ampak smo šli do županje, se županja nas prisluhnila in smo skupnimi močmi kupili, nabavili ta defibrilator. Pomembnost avtomatskega eksternega defibrilatorja so zaznali tudi na ljutomerski občini. Vesela sem, da se teh dogodkov tudi, ko predavamo to svojemu namenu, udeležujejo, da imajo tisti čut, da je potrebno sočloveku pomagati in danes je to dejansko tako uspelo. Občina Ljutomer skupaj z zdravstvenim domom Ljutomer pripravlja prijave na razpis Ministrstva za zdravje. Sponzorje in tukaj nam Triglav res dostikrat priskoči na pomoč, pa tudi tak, ko s partnerji, s katerimi sodeluješ, tudi dostikrat hočejo biti neimenovani, ampak imajo veliki sočut in veliko srce, tako da tudi na tak način se lahko pogovoriš z določenimi firmami. Že 17. defibrilator v občini Ljutomer pa so namestili v Desnjaku. Te pridobitve smo se lotili v tej smeri, da je ključno vlogo pri tem odnesel prostovoljno gasilsko društvo Desnjak in njen predsednik, kateri se je zelo angažiral in tudi vplival na vso krajane, da so pristopili v pomoč tudi v nadaljni obliki, kaj se tiče druženja, pa nasploh, da smo prišli gledati te predstavitve. Pohvalno pa je, da je na obe namestitvi avtomatskega eksternega defibrilatorja prišlo veliko število vaščanov. V našem kraju se ljudje zberajo, ko se nekaj dogaja. To pomeni, da je nekaj dobrega, nekaj odličnega. Nedavno nazaj smo imeli otvoritev ceste, kaj je prineslo spet eno dodano vrednost našemu kraju. Ta majhna škatlica, ki pa se ne more primerjati z ceno ceste, pa je res vrhunec, kar pomeni, da je še več ljudi bilo naklonjeno temu z prisotnostjo tukaj na samem kraju. Ekipa zdravstvenega doma Ljutomer je ob tej priložnosti izvedla prikaz temeljnih postopkov oživljanja z uporabo avtomatskega eksternega defibrilatorja. Tropski vrt Ocean Orchids dokazuje, da praznično vzdušje še zdaleč ni nezdružljivo z eksotičnimi rastlinami. Ta konec tedna bodo namreč njihove orhideje zasvetile v soju božičnih lučk. Več o božično okrašenem tropskem vrtu nam bo povedal Andrej Vršič, direktor marketinga. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Torej, kot sem že povedala, ta konec tedna bo pri vas že praznično, božično, pa mogoče kaj vse pripravljate za obiskovalce ob dnevih odprtih vrat? Ja, prvo moram povedati, da bodo lahko obiskovalci šli v proizvodnjo. Kajti to je samo enkrat na leto in to ravno ob dnevih odprtih vrat. Se pravi ta petek, soboto in nedeljo, ki je pred nami. To je veliko za mnogo ljudi, kajti mnogo ljudi bi radi izvedelo, kako mi gojimo orhideje. In mi bomo odprli našo proizvodnjo, kot sem že povedal, in določene delovne procese. Videli bodo razmik, kako orhideje dobijo take ovratnike, in pa potem tudi, kdaj dobijo palčke in pa ščipalke, da začnejo rasti navzgor. Ta dva delovna procesa bosta tokrat na voljo. Prav tako boste koliko rastlin, oziroma kaj vse bodo pa lahko videli, kakšne razstave, kaj boste še pripravili? Ja, razen proizvodnje in seveda ocean orhidej, ki jih pač mi ponujamo, cvetoče, bodo še lahko videli vse ostale inštalacije, tako rekoč kreacije, mi pravimo, ne floristične, cvetličarske, ki jih pač vsako leto naredimo ob tem, se pravi ob dnevu odprtih vrat in pa seveda na tematiko božično, novoletno. Koliko vrst oziroma različnih sort orhidej pa je moč videti oziroma je pri vas? Tako, mi imamo 60 sort orhidej,
Ja. Zdaj 60 vseh nimamo, mogoče imamo samo 40, ne, drugače pa jih gojimo 60. Poleg tega, da si bodo obiskovalci lahko ogledali proizvodnjo, pa tudi različne vrste orhidej, bodo pa pri vas te dni na obisku tudi vrhunski cvetličarji iz tujine. Tako je, letos imamo poudarek na priznanih nizozemskih cvetličarjih, ki so že tukaj pri nas in okrašujejo tropski vrt in tudi okolico. In ker gre za res vrhunske cvetličare, ki so pač pri nas neznani, ampak v cvetličarskem svetu kar znani, to so Marcel, Han in pa Erik, bodo na željo obiskovalcev kreirali, se pravi, kakorkoli že, bukeje, aranžmaje, adventne venčke, kaj si bodo pač naročili. Kajti, bili smo pred 14 dnevi v nabavi na Nizozemskem direktno pri proizvajalci, tako da smo dosti nabavili aranžerskega blaga in vse ostalega božično-novoletnega blaga in to bomo tudi prodajali. Tako da izbor bo zelo, zelo velik, večji kot lansko leto. Tako da je vredno, da se obiskovalci ta konec tedna ustavijo, vas obiščejo, saj boste pripravljate veliko zanimivega. Mogoče, če za konec še povabiva naše gledalce, kje, kdaj in kako se lahko udeležijo teh dnevov odprtih vrat. Ja, spoštovani gledalke in gledalci, pridite ta vikend, se pravi petek, soboto in nedeljo, 24., 25. in 26. novembra na dneve odprtih vrat v podjetje Ocean Orchids. Si ogledate božično okraščen tropski vrt in to med 12. in pa 8. uro zvečer, se pravi od 12. pa 20. uro. Vabljeni, ne bo vam žal. Mogoče še za konec sva pozabila, da omeniva, kar je verjetno tudi zelo pomembno, vstop je brezplačen. Ja, točno tako je, vstop je brezplačen, vse 3 dni je brezplačno. Tako da, če se komu bo všeč v petek, lahko pride tudi v soboto in še v nedeljo. Lahko pride od 12. do 8. zvečer, se lahko zadrži v našem tropskem vrtu, kajti res atmosfera bo več kot pa praznična. Prav. Najlepša hvala vam za obisk v našem studiu in seveda uspešno izpeljane dneve odprtih vrat. Ni za kaj pa še kdaj, hvala lepa za lepe želje. Zadruga skupina Vrtovi Panonski pripravlja spletni portal, na katerem bodo lahko šole in druge javne ustanove prihodnje leto naročale sezonsko lokalno hrano. Zelena točka je trgovina kmetijske zadruge v Murski Soboti, ki združuje več kot 20 pridelovalcev zelenjave iz Pomurja, ki skupaj pridelajo nekaj več kot 500 ton sveže zelenjave na leto in s prodajo presežejo 250 000 evrov letnih prihodkov. V zeleni točki ponujajo tudi pridelke in izdelke več kot 60 lokalnih dobaviteljev. Sezonske pridelke prodajajo tudi na spletu na portalu lokalno.je. Zdaj pa pripravljajo tudi nov spletni portal, na katerem bodo lahko osnovne šole in druge javne ustanove vsak teden spremljale ponudbo lokalnih kmetov in jo naročale s pomočjo spleta. To bo možno tudi s podporo lokalne akcijske skupine Las Goričko. Enkrat na teden zelenjavo že vozijo v osnovno šolo Puconci. Takšno sodelovanje pa si želijo razširiti še na druge osnovne šole. Pred dnevi je bil operativno-komunikacijski center policijske uprave Murska Sobota strani ruskega konzula obveščen, da ima državljan Rusije, sicer voznik tovornega vozila na območju policijske uprave Murska Sobota, zdravstvene težave in nujno potrebuje zdravniško pomoč. Točna lokacija ruskega državljana je bila neznana. Predvidevalo se je, da se nahaja na počivališču bencinskega servisa Petrol Sever v Murski Soboti. Za reševanje je bila odgovorna patrulja policijske postaje za izravnalne ukrepe Murska Sobota. Policista sta takoj pričela z iskanjem ruskega državljana in ga tudi izsledila na počivališču bencinskega servisa Petrol Sever. Ugotovila sta, da je imel voznik hude zdravstvene težave. Še vedno je bil pri zavesti, vendar ni čutil celotne desne strani telesa, pri čemer se je sumilo, da gre za možgansko kap. Po takojšnjem obveščanju operativno-komunikacijskega centra so v kratkem času na kraj prispeli delavci splošne bolnišnice Rakičan. Policista sta zagotovila, da se je tovorno vozilo zaklenilo in ustrezno zavarovalo. Čas je za dvig plač v gostinsko-turistični dejavnosti, je opozoril sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije. Dogovor o zvišanju plač bi z delodajalci lahko podpisali že v četrtek, ob tem pa so zadovoljni, da se letos v številnih podjetjih obetajo tudi izplačila božičnic. Urediti bo treba še vprašanje delovnega časa.
Turistična sezona je že drugo leto zapored rekordna. Zelo pozitivne so tudi napovedi za prihodnjih 5 let, so opozorili v sindikatu. Prihodnje leto bo v gostinstvu in turizmu zmanjkalo 10 000 nosilnih kadrov, manjka tudi 8 000 postelj. Glavni razlogi za pomanjkanje kadrov v turizmu so po oceni sindikata 3: nizke plače, neenakomerno razporejen in neugoden delovni čas ter dejstvo, da ti poklici niso cenjeni. Povprečna plača v panogi je v obdobju od januarja do avgusta letos, ko je turizem rušil rekorde, znašala 1106,19 evra bruto oziroma 755,49 evra neto. Povprečno izplačana bruto plača v državi je bila v tem obdobju pri 1601,40 evra. S tem so plače v turizmu in gostinstvu pod mejo 70% povprečne bruto plače v Sloveniji. Sicer pa dober znak prihaja iz številnih velikih podjetij. Mnoga bodo po več letih suše letos namreč znova izplačale božičnice. Na spletnem portalu sobotainfo.com objavljajo izpoved bivše odvisnice. Preberite več na sobotainfo.com. Mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo na vzhodu in severu večinoma sončno, drugod bo pretežno oblačno. Ponekod na Primorskem bo megleno, občasno bo tam tudi rahlo deževalo oziroma rosilo. Kakšno vreme nas čaka v naslednjih dneh, pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli sončno vreme s temperaturami okrog 13 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko namerili 12 stopinj, v Radencih in Murski Soboti 14 ter v Lendavi 16 stopinj Celzija. Jutri bo na vzhodu in severu večinoma sončno, drugod bo pretežno oblačno. Ponekod na Primorskem bo megleno, občasno bo tam tudi rosilo ali rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature v vzhodni Sloveniji se bodo v Murski Soboti in Mariboru gibale okrog 2 stopinji nad ničlo, dnevne pa se bodo povzpele do 13. V petek bo na vzhodu in severu Slovenije deloma jasno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno. Zjutraj bo po nižinah severovzhodne Slovenije nekaj megle. Jugozahodni veter bo prehodno oslabel. V soboto bo v zahodnih krajih pričelo deževati, v noči na nedeljo pa se bodo padavine okrepile in zajele vso Slovenijo. Temperature v naših krajih se bodo dopoldan gibale med -1 in 4 stopinjami, dnevne pa med 6 in 13 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili za danes. Več vsebin najdete na naši spletni strani. Nasvidenje do jutri.